Danes je že tretji sestanek delovnih skupin Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in GZS. Lahko že podate kakšno oceno teh srečanj? Ja, seveda. Jaz mislim, da so ti sestanki zelo konstruktivni, zelo operativno naravnani. Današnje teme so se zavrtele najprej okoli gradbeništva, sledile so okoljske dejatve, dotaknili pa smo se tudi kohezije. In ravno prvi sklop, ki je bil obravnavan, sklop gradbeništva, je sklop, ki smo ga danes tudi operativno zaključili. Dogovorili, predebatirali smo zelo konkretne normativne rešitve, ki se usmerjajo predvsem na področje javnega naročanja v gradbeništvu. V tej povezavi pregledali potrebne normativne dopolnitve, predvsem zakona o javnih naročilih, zakona o graditvi objektov in ustreznih podzakonskih predpisov. Kar se tiče druge teme, kjer pa se bo diskusija šele začela in nadaljevala, pa bi rad izpostavil predvsem trošarinsko problematiko, ker je stališče predstavnikov Gospodarske zbornice in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo enako. Se pravi, da te trošarine dejansko so zelo obremenjujoče za energetsko intenzivne panoge, tako da bo to tema, ki se bomo še intenzivno posvečali v nadaljevanju. Dotaknili pa smo se tudi že deloma problematike kohezije, kjer so predstavniki Gospodarske zbornice izpostavili problematiko, ko v kriznih razmerah tudi zaradi sezonskih nihanj ni mogoče zmeraj upoštevati roke, ki so zadani v projektu in se iščejo možnosti, da bi se ti roki lahko tudi podaljšali. Tako da tudi to bo ena izmed tem, s katerimi se bomo še soočali v novem letu. Mi smo danes odprli prvih nekaj zelo konkretnih predlogov na področju zakona o javnih naročilih in zakona o graditvi objektov, kar pomeni, zelo hitro želimo rešiti vsaj nekatere zadeve v zvezi z gradbeništvom, ki je akutna zadeva, tudi s tem smo zelo zadovoljni. Pričakujemo pa, da bomo v naslednjih tednih odprli tudi nekatere sistemske zadeve na področju investicij, kohezije in tako naprej. Tako da mislim, da smo v zelo dobrem teku skupaj z delegacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in da bomo v naslednjih tednih še več takšnih zadev odprli in upam tudi, da se bodo potem vsaj večina od teh tudi uresničila.